Pozdravljeni, dobrodošli v Kulturni center Leze Bratuš na srečanje pod Lipami, ki ga prirejamo Kulturni center Leze Bratuš v sodelovanju s Kroškom Petro Gregorčič. Nocojšnji gost je pater Ivan Brešjan, sicer naš domačin, ga v naši sredi prisrčno pozdravljamo in seveda se mu zahvaljujemo tudi, da se odzval našemu vabilu. In seveda mu tudi čestitamo za imenovanje, ker imaš visoko funkcijo sedaj, odgovorni za slovenski del družbe Jezusove, tako je. Dobro, nocojšnji večer bo vodil časnikar Julči Čavbek in seveda mu podajam besedo. Hvala lepa. Torej, Ivan, dobro večer in dobrodošel v naši sredi. Sicer si doma, ne? Povej mi, se čutiš bolj doma v Gorici ali v Ljubljani zdaj, po kolikih letih? Torej, jaz se čutim, najprej dober večer in vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Sem z veseljem sprejel to povabilo. Če se čutim bolj doma v Ljubljani kot v Gorici, jaz z veseljem prihajam v Gorico. Prihajam večkrat, vi ne veste, ampak jaz pa prihajam. In ko pridem v Gorico, oziroma ko se že spuščam z razdrtega dol, mi srce že drugače bije. Mi bije bolj po domače. Ljubljana je malo turobna, jaz vam zelo rad povem. Ljubljana je malo turobna, Gorica je bolj sončna. In to, Primorci imamo to sonce, ne samo zgoraj, tudi v srcu, to je jasno. Torej, po tem lepem uvodu, kratka predstavitev. Torej, doma si iz Gorice, obiskoval si klasični licej Primoža Trubarja in potem obiskoval nekaj časa Fakulteto za politične vede v Trstu. 3. oktobra 1993 si vstopil v novicijat, in sicer v Mariboru, jezuitski novicijat v Mariboru, ki traja 2 leti, se ni spremenilo. Na to študij filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, 2 leti pastoralnega dela v Dravljah, v Ljubljani, in 2 leti v centru Aleti v Rimu, in na to teologijo na Gregorijane, na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. 2004 si posvečen za duhovnika in po nekaj letih v Dravljah, kjer si služil kot koplan, potem greš še študirati duhovnost in tako tudi narediš magisterij in potem opraviš 3. probacijo v Avstraliji. Tako je nekako tvoja ta pop formacije jezuitske, ki si jo opravil. In tako kot je že predsednica Kulturnega centra tukaj povedala, pred približno dobrim letom novica, da te je jezuitski general pater Adolfo Nikolas izbral za predstojnika slovenske province družbe Jezusove. In takoj bi rekel to prvo vprašanje, kaj ti pomeni to imenovanje za provincijala. Tudi nas je prijetno presenetilo ta novica, da je naš rojak tukaj z Gorice dobil tako pomembno funkcijo in tudi to pomembno funkcijo si, ali poslanstvo, bolj pravilno, si dobil v zelo mladih letih. Kot sem mi povedal prej v pogovoru, si najmlajši provincijal v Evropi, skupaj z enim poljskim sobratom, in se mi zdi lepo. Torej, kako je prišlo do tvoje izbire in tudi kako je ta izbira v družbi Jezusovi, kako se izbira provincijala?
pastor, jaz se oproščam, če bom že malo zavijal po ljubljansko. Meni so mi že rekli, veste, ko pridem, so mi že rečemo, kaj ti že govoriš, kot govorijo Ljubljančani. Res je, malo sem se okužil, ampak ko pridem domov, potem preklopim na našo slovenščino. Zdaj, tako je, to imenovanje je tudi mene presenetilo. Jaz nisem pričakoval, je jasno. Oziroma, pri nas jezuitih ti ne smeš si želeti biti provincial. Če bi jaz v tem času, ko so zbirali novega provinciala, rekel enemu sobratu, ampak to je res, zdaj to se ne zmišljujem, bi rekel enemu sobratu, veš, jaz bi rad bil provincial. Ta sobrat mora to povedati naprej in to mora pretvoriti in ti nisi več provincial. Zato, ker ta služba je taka, si jo ne smeš želeti. Če te zberejo, ker pač, ne vem, kaj so videli na meni, ampak mogoče nekaj so videli in so me zbrali. Tako da jaz sem bil, res me je presenetila, sem bil župnik v Dravljah 3 leta, jaz sem tam užival na tisti župniji in potem, ko so začele volitve, pri nas tako poteka, vsak član province, nas je 53, voli 3 imena. Tista 3 imena, ki se mu zdijo terno. Za vsako ime pa lahko tudi predloži razloge in pove, zakaj naj bi bil ta primeren za provincial. Potem pa ta terna, provincial prejšnji je preštel vse glasove in je videl, kdo so prvi 3. Ta terna gre v Rim generalu, ta prva 3 imena, provincial da še svoje mnenje, ki je pa lahko en 4. kandidat. Ni nujno, da je med 3. Provincial lahko doda še svojega 4. V Rimu je tudi naš asistent, tisti, ki skrbi za našo asistenco. Naša asistenca vsebuje 12 provinc centralno-vzhodne Evrope. Recimo, naši asistenti so Hrvatje, so Švicari, Nemci, Avstrijci, Romunci, Poljaki, Rusi. In asistent da svoje mnenje. Ker asistent obiskuje provinco vsako leto, vsako 2 leti, pa se malo pozanima in tipa okoli, posluša. In zdaj ta 3 imena so šla v Rim, jaz sem potem vedel, da v teh 3 imenih je tudi moje. Zakaj? Ker te vprašajo, če želiš, da je tvoje ime v Terni. Ker če potem daš to voljenje, ti veš, da mogoče te zberejo, čeprav jaz sem še vedno upal, da ne bom tam notri izbran. A bi lahko odklonil? Večkrat mi rečejo, a se bi ti lahko odklonil? Seveda lahko odkloniš, ampak moraš imeti en tehten razlog, ali je zdravje, ki peša, psihično, fizično, ali pa, ne vem, nisi sposoben, imaš kakšno napako tako, da bi rekli, ne bo sposoben voditi ene province, zato je boljši, da sam se ne čutim, ker nisem sposoben. Zdaj, če niso ti razlogi, potem pa ti moraš sprejeti ena pokorščina. Zdaj, jaz takih razlogov nisem imel v tem smislu. Čeprav sem še vedno upal, da ne bo mene general imenoval. Potem zadnji, ki imenuje, pa general. General ima pred sabo 3 imena in potem ve za vsakega, prebere vse informacije. V Rimu je arhiv. Vsako leto kot provincial, moja služba, veste, katera bo zdaj vsako leto, bo ta, da jaz, ko vizitiram provinco, vsako skupnost in se pogovorim z vsakim članom, vsakim jezuitom, moram potem napisati poročilo v Rim. Torej, general ve, v kakšnem stanju so naše skupnosti, naši jezuiti in naša provinca. Torej, general je vedel tudi o meni, ima kartoteko dol. Imam rešanje, pa je pogledati, kakšne neumnosti dela, kaj dobrega, kaj slabega je naredil. Tako da, to je, on ve in na podlagi tega, jaz ne vem, kako se je to zgodilo, pač je zbral imene. Jaz sem to zvedel 20. januarja lansko leto. Sem to zvedel. Vam ne povem, kako sem se takrat počutil. Ja,
sem začutil, da je velika teža, breme, ki so mi ga naložili na ramena in velika odgovornost. To ni kar tako. Biti župnik v Dravljah je že bilo. Tisti, ki so župniki, vejo, kaj pomeni biti župnik. Jaz zdaj točno vem, kaj pomeni biti župnik in sočustvujem z vsemi župniki tega sveta. V tem smislu, po mojem mnenju, ena najtežjih funkcij v cerkvi danes je biti župnik. To ne rečem tako, ker ne vem, kaj reči, ampak povem iz svoje izkušnje. Zdaj, ko sem bil na župniji, sem se veselil tistega dela, sem se udomačil v to župnijo, je živahna, so me sprejeli, sem jih sprejel in mi ni bilo enostavno jo zapustiti in preklopiti, preobrati na 180 stopinj. Če sem imel prej vsak dan 60 klicev, 70, tudi 80, ker župnija te drži v napetosti, potem se je kar spremenilo, ni bilo več toliko klicev, je bil drugačen pritisk, ne? Drugačen pritisk. Ko smo že prej omenili, preseneča tudi to, sicer pozitivno preseneča, ne, to, da so izbrali, general je izbral mladega jezuita in to v slovenski provinci pa to ni novost, ne, že tvoji predhodniki so bili bolj relativno tako mladi, ni bil noveden posebno starejši, vsem spoštovanje do starejših ljudi. Kako si to razlagaš, da prije izbira prav na mlade, tudi zato, ker to pomeni, glede na to, kar si tudi sedaj povedal, s starejšimi sobrati, imeti nekoga, ki je mlajši in ki je predstojnik, je tudi ustvarjene določene dinamike, ampak dejstvo, da se zaupa provinco mlademu človeku, mlademu patru, kako se to doživlja v vaši skupnosti? Ja. Jaz mislim, da general, on želi, tudi kot sem ga srečal v Rimu decembra, on želi izročiti odgovornost raznih služb in del, posebno mlajšim generacijam. On je tega mnenja. Tisti, ki imajo 40 let, jaz zdaj imam 45, tisti, ki imajo 40 let, naj vzamejo nase odgovornost. Zdaj je čas za to. Zdaj je idealen čas, da ti pokažeš, kaj znaš in da ti lahko vodiš eno provinco. Si nekje vmes, si lahko bliže mlajšim jezuitom in generacijam, tako tudi starejšim. In lahko voziš tisti slalom vmes. Te bojo razumeli eni kot drugi. Če bi bil prestar, potem bi mladi čutili eno distanco do mene. Če bi bil pa res premlad, zdaj jaz premlad, kaj bi pomenil, da bi imel 38 let in to, bi lahko potem starejši čutili eno preveliko distanco ali pa nerazumevanje med provincialom in njimi. Zato jaz sem tega mnenja, general je vedno rekel, naj mladi vzamejo odgovornost v roke. To je to, ne. In ostali provinciali, ki sem jih srečal, recimo evropski, so vsi med 45 in 60, tako je. To so tista leta. In v tej službi, kako vidiš tvoje poslanstvo? Recimo, ustanovitelj družbe Jezuse, sveti Ignacij Lojolski, ima v svojih, ko je ustanavljal družbo, ko je pisal te konstitucije, je rekel, da je namen pomagati dušam oziroma imeti eno poslanstvo. Tako, v tem poslanstvu tvojem, kje vidiš, da je najbolj, v kakšno smer se ti zdi, da bo treba spremljati družbo Jezus v Sloveniji? Ja. Dobro, mi smo napisali smo sestavili en apostolski načrt. Vsaka provinca mora sestaviti en apostolski načrt. Kaj pomeni? Da v tisti knjižici piše, katere so prioritete dela te province. In zdaj na našem prvem mestu, mislim, da to je na prvem mestu pri vseh provincah. Ignacij je želel, da jezuiti pomagajo dušam. Kaj pomeni? Da jim pomagajo duhovno rast.
da jim pomagajo moliti in da vstopi duša, jaz ko rečem duša, rečem človek, oseba, mislim na to, da lahko spostavi en dober stik, tak naraven stik, preprost in prijateljski z Bogom. Zato je svet Ignacij želel, da so jezuiti izšolani. Zdaj, mi delamo dosti na tem. Mi imamo en dom duhovnih vaj, ki je bil prvi dom duhovnih vaj sploh v Sloveniji, zgrajen leta 1925, ki ga je blagoslovil škof Jeglič. Na Poljanski je ta dom duhovnih vaj. Potem so nam ga prejšnji režim, komunisti so nam ga pač vzeli, potem so ga vrnili leta 2005, država ga je vrnila, zdaj mi smo ga obnovili in smo začeli zopet delati v tem domu duhovnih vaj. Ponuja duhovne vaje in razne tečaje, razne duhovne obnove in dom duhovnih vaj zelo dobro deluje. Torej poslanstvo, pomoč dušam, jaz mislim, da je zdaj v naši provinci zelo dobro pokrito. Potem so druga poslanstva, kot so župnije, delo z družinami. Imamo enega patra, oziroma dva patra Vitala Vidra, mogoče ga poznate, ki skrbi za zakonce, in patra Andrej Benda. Patra Vital Vidar ima 57 zakonskih skupin. V vsaki skupini je 9 parov. 1500 otrok. To je gibanje, ki ga on vodi. Torej ena taka močna družinska pastorala, za katero mi skrbimo v Sloveniji. Poleg te so pa recimo formacija vzgojiteljev, delamo za učitelje, formiramo učitelje, duhovne vaje za učitelje, vzgoja, delamo z mladino, pa še z begunci, recimo, no, to je danes zelo močno razvito, v celi družbi Jezusovi vesolni je delo z begunci. Zdaj, jaz mislim, da bom sledil tej poti v provinci. Čeprav bi kakšne stvari še rad bolj ovrednotil in recimo okrepil. Si omenil formacijo, jezuiti so poznani po zelo poglobljeni formaciji osebni in bi te vprašal, kako se je tvoja formacija začela in kako si se potem odločil tudi za redovniško življenje? Ja. Jaz mislim takole, vse se je začelo gotovo v družini. Ne, jaz mislim, da se je začelo v družini. Nona me je učila moliti rožni venec. Meseca oktobra smo vsi molili, začeli se spomniti. Jaz sem hotel moliti samo, da sem molil hitreje, da potem sem šel čim prej gledati televizijo, da prej končali moliti. Ampak Nona se je učila, Nona je imela to tradicijo, to pobožnost v krvi in smo vsi radi, mislim radi. Tako, se ni enostavno, če si otrok, da moliš, ampak smo vstopili v to. Ne. Bil sem ministrant. Močnik nas je lepo vzgajal, pa nas peljal vsako poletje v kočo svetega Jožefa. Takih spominov ne moreš pozabiti, res ne moreš. Potem sem imel duhovnik Marjan Markešič, nas je imel kot mladino. Pri skautih je bil vedno tam prisoten, poleti z nami. Dobro, Karlo je bil sicer malo mlajši, ampak jaz sem v Kelnaru pri Novi Maši. In to smo bili ena taka močna skupina kelnarjev in kelnarc. In potem Žbogar, enkraten duhovnik. Jaz sem imel veliko dobrih zgledov. Čeprav jaz nisem čutil zdaj, da bi šel za duhovnika, ne? Ampak to se je moglo rojevati v meni počasi. In poklic se rojeva počasi, no vse me raste, ne? Po dnevi, po noči ti spiš in vse me raste. In se niti ne zavedaš, kdaj in kako. In zdaj to raste naprej, ne? Seveda potem sem prišel v stik z jezuiti in mogoče takrat je bila pika na i. Tukaj v Gorici. Ampak vse se je pripravljalo že prej. Jaz sem imel tako dobro duhovno vzgojo. Že od malega naprej. Ne. To nam je nudilo. To okolje v Gorici, od skautov do strežnikov, do vseh dejavnosti, v katere smo bili vključeni tukaj, je to mene nudilo, da sem počasi šel v to smer.
In potem sem se odločil, da grem k jezuitom. Zdaj, je res, da bi lahko šel tudi k škofijskim duhovnikom. Ne vem, zdaj, navdušil sem se za jezuite. To je pa že nekaj drugega pomenilo, je že bil kot neke vrste en poklic znotraj v poklicu. Ne? In to je potem zaznamovalo moje življenje in sem potem vstopil v slovensko provinco Družbe Jezusa. Se pravi, ta dokaj tako dolga pot, normalna pot do dozorevanja tega poklica. Ampak če lahko potem poveš, pot se je nadaljevalo v novicijatu, ko si izbral, kako so bili potem tisti trenutki, te je to potrjevalo v tvoji izbiri, so bili tudi kakšne preizkušnje, kaj si našel potem tistega v jezuitskem redu, da si ustrajal potem naprej? Ja. Torej, zame ni bilo enostavno. Ne mislimo, da ko greš, je hitro tako enostavno vse, ampak ni. Zaradi tega, ker jaz sem iz zamejskega kraja šel v Slovenijo, takrat je bila že Slovenija avtonomna, demokratična država, ampak se je pa poznalo vse tisto, kar so Slovenci živeli v vseh teh zadnjih 50 letih. Ne? Vzdušje je bilo, ni bilo še tako sproščeno vzdušje v Sloveniji v vseh teh prvih letih, kot je danes. In seveda sem prišel v eno kulturo, vse sem govoril slovensko, ampak sem prišel v eno kulturo, ki je bila zame zelo različna. In sem se moral kar precej potruditi, da sem se domačil v tistem kraju, da sem se prilagodil navadam. Ne, zamejski pride tam v Maribor. Jaz sem bil tako odprt. Mi se vsi, tle v zamejstvu, ne so v mestu v Italiji, ne, se pozdraviš, se malo objameš in to, ne. Pri nas je to navadno, nego so jaz tam koga objel, so me čudno gledali, kaj delam, ne. In to je bil tisti prva informacija, ki mi je prišla v glavo in sem si rekel, to se zdaj v drugi kulturi ima. Daj se nauči, bodi pozoren, imaš čas za to, da počasi se vdomačiš in pristopaš do ljudi. Tako da na začetku ni bilo enostavno, ni bilo. Če te lahko vprašam, koliko, recimo, v tvoji družini je tudi tvoj brat izbral isti poklic in to kakšno leto pred tabo? Kaj je to pomenilo tudi za tebe? Ti je to bilo v dodatno spodbudo? Kako si to doživljal? Ki ga pozdravljamo, ker je tudi danes med nami, ne? Je tako, je, David, je. Ko želiš vstopiti k jezuitom v eno katerokoli provinco, ti naredijo en test. To pomeni, da prideš v provincialu, provincial ti reče, da smo te veseli, potem te pošlje 4 različnim patrom. Ne? In tisti patri te začnejo nekaj spraševati. Ti dajo določeno vprašanje, ker želijo vedeti, a je pristna ta želja ali ne. Prihaja iz srca. Ali je navdušenec, ki prije sem, ki misli, da bo naredil kariero in to je vse, ali je kaj bolj resnega. In prvo vprašanje, ki sem ga jaz dobil, je bilo to, a ti greš svobodno k jezuitom ali zaradi brata? Ne, niso vedeli, če je on name vplival, ali sem jaz notranje svoboden in grem sam. In potem sem rekel, jaz tudi provincial, takrat je bil Lojze Bratina provincial, sem rekel, ne, jaz grem sam, jaz sem pripričan v to, kar želim, če bi brat bil ali bi ga ne bilo, če bi bratranc bil, jaz grem vseeno. To si želim, to je moja pot. Ne. Tako da, ko pa se je on odločil, jaz sem bil vesel, jaz sem bil zelo zadovoljen za brata. Čeprav sem vedno rekel, jaz nikoli ne bom šel po tej poti. Jaz se bom poročil, jaz bi si rad ustvaril družino in te misli so mi hodili po glavi. Hvala. Da se zdaj smo videli malo tvojo
tvojo osebno pot, kako si vstopil v jezuitski red in kako si nadaljeval. Po dokončanem novicijatu se je začel študij. Zdaj, Svet Ignacij Lojolski je veliko dajal na študij, na formacijo jezuitov in se mi zdi lepo to, kar si mi povedal prej, da je hotel po eni strani imeti ljudi, ki so zelo pripravljeni, po drugi strani pa tudi zelo pokorni. Zdaj, kako zdaj ljudi, ki so zelo formirani, pripravljeni, malo bolj težko sprejemajo kakšno pokornost. Če malo poveš, malo to relacijo med zelo dobro pripravljenost, formiranost in po drugi strani pa ta pokornost generalu, jezuitskemu generalu oziroma v provinciji, provincijalu. Pokorščina je ena izmed 3 zaobljub, ki jih mi imamo in jih zaobljubimo pred provincialom in potem, ko naredimo zadnje zaobljube, še slovesne dodamo še 4. zaobljubo, ki je zaobljuba pokorščine papežu. Pokorščina je karizma za nas jezuite. Kaj to pomeni? To pomeni, da če pokorščine ni, propade družba. Ignacij je hotel imeti formirane ljudi, je hotel imeti zelo poučene, inteligentne, naučene in take, ki so notranje tako svobodni ali pa na razpolago, da jih lahko pošilja povsod. Zdaj, če ti nisi pokoren, če ti ne ubogaš, uporabim to besedo, uboganje, bili smo otroci, ampak če ti ne ubogaš, potem tudi družba se ne more razvijati, ali pa provinca, ali svetovna družba, se ne more razvijati v tisto smer, v katero jo tudi kliče Sveti Duh. Ignacij je poslal Frančiška Ksaverija na vzhod, v Indijo, na vse tiste otoke, celo na Japonsko, kot je priče na Kitajsko. Če bi Frančišek Ksaverij, ki je bil strašno inteligenten, iz plemiške družine, na začetku nadut kot ne vem kaj, potem se je malo ponižal, rasel tudi v ponižnosti in v tem sprejemanju, če bi on ne sprejel te pokorščine, če bi on ne rekel Ignaciju, grem, bi tisti kraji ne bili evangelizirani. In danes so. On je krstil 70,000 ljudi. Tako ne, pravijo pisma, da je držal roko cel dan in krščeval, je prišel eden in mu je pomagal jo držati. Zato imamo v Rimu, imamo roko, v cerkvi Al Gesù, relikvija roke svetega Ignacija, kakšno moč je imel pri krščevanju. Pokorščina je zelo pomembna. Pokorščina omogoči provincialu in generalu, da odgovarja na potrebe sedanjega časa. Če je potreba tam, gremo tja. Če papež želi, da jezuiti razvijajo en apostolat, ne vem za koga, potem morajo biti pokorni in iti tja. In tukaj se pokaže, ali je provinca zrela ali pa ne. Ali je družba zrela ali ne. In kako vidiš slovensko provinco, je zrela? Zdaj sem začel z vizitacijami. To pomeni, da zdaj grem in se pogovarjam z vsemi jezuiti, zdaj končujem, bom končal v roku enega meseca. To pomeni, da vizitiram tudi tujino, grem tudi v tujino, zdaj grem v Rim, potem grem v Pariz. Zakaj? Ker tam so slovenski jezuiti, ki študirajo, ki delajo in zdaj vizitiram tudi njih. Splošno rečeno, so pokorni, so pripravljeni. Provincial vedno vpraša, si pripravljen, si svobodno, notranje svoboden, da te lahko uporabim tudi za karkoli drugega. Zdaj eden zdaj na župniji. Jaz mu rečem, veš kaj, zelo dobro delaš tukaj na župniji, ampak a si pripravljen, da bi kaj drugega še lahko delal? Do zdaj so mi rekli, da so na razpolago. Tako da pokorščina funkcionira v naši provinci. Lepo. Še eno vprašanje glede tvoje formacije.
ker je ta lik svetega Ignacija zelo pomemben, tudi ne samo za jezuite kot ustanovitelja jezuitov, ampak tudi za cerkev, ker gotovo je prištet med cerkvene svete in je prispeval njegove duhovne vaje, so nekaj izredno razširjenega in cenjenega. Ampak za tebe, ko si vstopil v družbo, koliko ti je spregovoril ta lik tega svetnika, ki je nastopil v enem obdobju, ko je bila Evropa duhovno zelo razbita in se ni vedelo, kam bo šla, mogoče kakšno podobnost tudi z današnjim časom. Kaj pušča danes, oziroma kako ti je, kakšen odnos si imel z njim in imaš z njim? Ja. Dobro, sveti Ignacij me je zelo nagovoril. Če bi me ne, bi ne vstopil k jezuitu, je jasno. Zakaj me je nagovoril? Me je nagovorila ta njegova duhovnost. To, da on je tako pomagal dušam, da so lahko notranje našle en kotiček v srcu, vsaka duša, vsaka oseba je našla lahko en kotiček v srcu, kjer je začutila, da Bog ji govori. In da jo usmerja v eno ali pa v drugo smer. Zdaj, to je potek duhovnih vaj. Mene ta potek je zelo nagovoril, jaz sem potem delal duhovne vaje vsako leto. Veste, mi jezuiti vsako leto moramo narediti duhovne vaje 8 dni v tišini, ker si sam v tišini z Bogom 8 dni. To jezuit vsako leto naredi. 2krat v življenju pa narediš cel mesec v tišini z Bogom. Zdaj, če uspeš to narediti, pomeni, da si tudi primeren za biti jezuit. Pomeni, da je tvoja duša naravnana tudi za to. In meni je to zelo nagovorilo. Ignacij je bil vitez, Ignacij je bil velik grešnik, Ignacij se je boril v Pamploni, je hotel rešiti mesto, ko so Francozi že skoraj zavzeli celo mesto in on je do konca čuval tisto mesto. Dokler, ko so že vsi zbežali, ko ni bilo nobenega upanja, je on vztrajal do konca. To je bil karakter svetega Ignacija. Isti karakter viteza, ki bo vztrajal do konca, tudi če bo izgubil življenje, je on uporabil za duhovno pot, za Jezusa. In to je mene navdušilo. Sem si rekel, zanimivo, prej je bil tak, sabljo v roki, zdaj pa gre po duhovni poti z eno drugo sabljo, z Božjo besedo osvaja ljudi. Mene je to zelo globoko nagovorilo in sem si rekel, jaz mislim, da želim, oziroma sem si želel postati jezuit in darovati življenje v družbi Jezusovi. Še eno vprašanje glede tvoje formacije, potem preidemo malo k slovenski provinci. Izbral si po študiju filozofije in teologije in potem, ko si bil posvečen v duhovnika, potem si izbral, mislim, kot magisterij, se mi zdi, si naredil duhovnost, si izbral duhovnost. Zakaj si izbral ravno to? Jaz sem izbral duhovnost. In potem še na tretjo probacijo si šel v Avstralijo. Če poveš, zakaj duhovnost in potem zakaj je Avstralija? Ja. Sem izbral duhovnost, ker sem hotel poglobiti svetopismo. In zame študij, dvoletni študij duhovnosti je pomenil tudi branje svetega pisma. Jaz sem ogromno takrat prebral svetega pisma. Ogromno predavanj o svetem pismu sem imel. In posvetil še predavanjem o duhovnosti svetega Ignacija. Kako so strukturirane duhovne vaje, kaj pomeni razločevanje. To so imeli seminarije, delavnice o tem. Mene je to zanimalo, zato sem šel na to pot, bi lahko tudi kaj drugega zbral, ampak sem hotel to področje poglobiti, ker me je vedno zanimalo in je tudi primerno za vsakega jezuita. Potem sem pa šel v Avstralijo, ker za tretjo probacijo, kaj pomeni, to je zadnja stopna formacije, je kot na nek način ponoviš nazaj novicijat v 8 mesecih, ampak si že odrasel, že duhovnik in jezuit, pater,
greš pa skozi določene preizkušnje. Sem zbral Avstralijo, ker me je zanimala Avstralija. Preprosto zato. Bi lahko šel tudi na Irsko, bi lahko šel tudi na Filipine, ampak sem rekel, grem v Avstralijo, ker me zanima Avstralija. Sem šel nekaj mesecev prej, tako da sem se srečal tudi tam s Slovenci, v vseh 3 župnijah, v Sydneyju, v Melbourneu, v Adelaide, sem maševal za njih, sem jim kaj povedal, sem govoril tudi, sem srečal tudi zamejske Slovence iz Gorice v Melbourneu. Nisem mogel verjeti, res. Ko mi je ena gospa rekla, da je prav z Gorice, da se je rodila tukaj v Stari Gorici. In lepa izkušnja, ne, ko srečaš te Slovence po svetu. Ampak sem zbral Avstralijo prav zaradi tega, ker me je zanimala ta velik otok na drugem koncu sveta. Dobro, zdaj, če se posvetimo slovenski jezuitski provinciji, ne, torej vas je približno, oziroma vas je 53, sicer niste vsi v Sloveniji, ne, nekaj jezuitov deluje izven Slovenije. Delujete v Ljubljani in v Mariboru, to se pravi v mestih, na Primorskem vas ni še, upamo, da boste prišli, če Bog da. In tako, kako je današnje stanje slovenske province, kakšno je vaše trenutno poslanstvo v tem slovenskem prostoru? Ja. Torej, kot je rekel Julijan, je res, in delujemo tako v Ljubljani kot v Mariboru, samo v 2 mestih, za zdaj. Ne vem. Škofi nas vabijo povsod, ne. Tako v Koprsko, na Dolenjsko, Prekmurje. Težko se je odločiti, težko je, ker tudi pada število jezuitov v sami provinci, nas je vedno manj, to po celi Evropi. Je ta proces padanja števila jezuitov. Imamo 5 skupnosti, 3 v Ljubljani, 2 v Mariboru, 3 župnije imamo, pa je velik center, jezuitski center na Poljanah v Ljubljani. Z eno veliko cerkvijo, pa dom duhovnih vaj, pa ne vem koliko drugih aktivnosti je še tam. Zdaj, to je tako, 5 skupnosti ni dosti, v vsaki skupnosti je približno tam enih 8 jezuitov, precej pa jih dela v Rimu. Mi smo zelo radodarna provinca. General večkrat nas pohvali. Hvala za jezuite, ki jih pošiljate v Rim. Ne imamo Radio Vatikan, imamo profesorja na Gregoriani, 2 profesorja, imamo v centru Aleti jezuite, v Rusikum imamo duhovnega očeta, imamo 2 bogoslovca, ki študirata, en pater, ki dol študira. Tako da kar nekaj jezuitov je v Rimu. Enega profesorja tudi v Münchnu. Tako da smo razpršeni tudi v drugih provincah. To je to. Če še kakšno besedo o tem duhovnem središču pri svetem Jožefu, ne, namreč vi ste, sveti Jožef je bil, oziroma je še zmeraj tudi največja cerkev v Sloveniji, ne, tudi po dimenzijah, ne. Vemo, da so jezuiti začeli graditi že na začetku prejšnjega stoletja, dokončali leta 25, potem je doživela oziroma komunistične oblasti so jo vzele in tam noter je bil Viba Film. Cerkev sicer je naredil Plečnik, ne? Vi ste dobili potem to imovino nazaj in to je zdaj en zelo velik projekt za vas, ki ga peljete naprej, če lahko še poveš, kako ste nastavili ta projekt in kakšne so, ne vem, če je pravilen izraz pričakovanja, ampak kaj iščete, kaj skušate dati slovenski družbi, slovenskim vernikom s tem središčem, kakšno je glavno poslanstvo tega središča, kaj se tam dogaja in ja, to glavno. Ja, torej ta cerkev, gotovo, da so jo nam nazaj vrnili državljani,
država, ni bilo enostavno v samem začetku. Ne. Veliko truda je bilo vloženega takrat, da je cerkev prišla nazaj v provinco in rezidenca pri cerkvi. Govorilo se je, da do dom duhovnih vaj ga ne bomo nikoli več nazaj dobili. Mi smo se naprej borili tudi za dom duhovnih vaj. To je bil prvi dom duhovnih vaj v Sloveniji. In potem 2005 so vrnili še dom duhovnih vaj. Torej, zdaj smo zelo zadovoljni. Kar se tiče cerkva, je zelo velika cerkev. To je svetišče svetega Jožefa. Tam so romali Ljubljančani in iz vse Slovenije k svetemu Jožefu. Tam so tudi izvajali te potresne pobožnosti, ki jih še izvajajo na Veliko noč popoldan in vse druge stvari, ki so pač noter v cerkvi. Je pa cerkev še noter pusta, ni opremljena. Je treba ogromno denarja za opremiti na tako cerkev. Do sedaj smo se zadovoljili s tem, da jo imamo, zdaj pa bo treba resno razmišljati, kako naprej s to cerkev, kako jo opremiti in ji dati eno dušo. To je zdaj najbolj pomembno. Druge stvari, rezidenca pri svetem Jožefu dobro deluje, imamo vzgojitelje, imamo center za skavte v Sloveniji, imamo službo za begunce noter, imamo socialno akademijo, imamo različne organizacije v tistem centru. Tako da je kar živahno, deluje, veliko aktivnosti, MIC, mladinsko-informativni center je noter v tej stavbi in dom duhovnih vaj, tako da se dogaja veliko v tem centru. Zdaj bo treba vse to vključiti v eno vizijo, ki bo lahko tudi kaj spremenila v naslednjih letih. In v slovenski cerkvi zdaj je zanimivo, ne, zato ker na glavno mesto v Ljubljani je papež imenoval tudi enega redovnika, sicer ne jezuita, ampak frančiškana. Kako so odnosi z nadškofom Zorekom? Dobro, jaz zdaj na začetku je težko. Tako tudi v tej funkciji, ne, ker zdaj spremljate na poslanstvo, če ste se ti že kot provincial slovenske province srečal z njim in če vas je on že vprašal za kakšno službo v cerkvi konkretno zdaj v tem času? Jaz sem se srečal po 4 dneh, ko je bil imenovan, sem se srečal z nadškofom, ampak sva diskutirala o drugih zadevah. Da bi nam dal kakšno poslanstvo ali da bi kaj posebnega želel iz naše strani, ni še prišlo do tega. Je šele na začetku, je komaj nekaj mesecev. On potrebuje nekaj časa, da spoznava, da vstopi v stik z vsemi provinciali, z raznimi redovi. In mislim, da v roku 1-2 let si bo potem naredil eno sliko o nadškofiji in bo lahko tudi kaj zahteval od nas. V tem trenutku je jasno, da moraš še nekaj zahtevati. Odnosi pa so zelo dobri in jaz sem zelo vesel, da je na tem mestu on. Se mi zdi, da je pravi nadškof v pravem času. Se mi zdi, da, veste, ena cerkev, ki je brez pastirja, trpi. In to se je čutilo v Sloveniji. In v Mariboru še zdaj. Ena cerkev, ki je brez pastirja, ne trpi samo cerkev in verniki, trpi tudi država. Se sliši čudno, ampak tudi država trpi. Ker ena glava je pomembna zaradi komunikacije. Tudi država potrebuje pastirja, glavnega v škofiji, s katerim lahko vstopa v odnos. Če ga ni, je težje. Katerakoli komunikacija je težja. In to smo vsi občutili v zadnjem letu in pol. In če v tem trenutku Maribor krvavo kaj potrebuje nadškofa. Se počasi rešujejo te stvari okoli tega finančnega zloma, vsi vemo te stvari. Zdaj, ko se počasi že rešujejo, to ne pomeni, da se bo rešile tako, kot bi mi želeli,
ampak da vsaj se pride do določene stabilnosti, potrebuje nujno nadškofa. V naslednjih mesecih, jaz mislim, da je zelo dobro, upam, da bo tudi poskrbel za Maribor, ker potrebuje, ker če ne cerkev zgubi na kredibilnosti. Verniki to potrebujejo. Nekoga, ki je odgovoren, ki ima odločno besedo in ko je treba kaj povedati, jasno v javnosti pove. Že, ko ste se dotaknili Maribora, jezuiti imate tudi enega patra, ki je tam, ki pomaga pri tej zadevi, ki je pri tej mariborski aferi, ne, v tem krahu mariborske škofije, to je pater Cvikelj. Bi te samo vprašal, glede na to, da verjetno si se pogovarjal tudi z njim, kaj je ta dogodek, ta afera po tvoje, kaj ima za povedati slovenski cerkvi in tudi Slovencem nasploh. Ta dogodek, ki se je zgodil, kakšen nauk lahko iz tega izluščimo? Ja, je zelo preprost nauk. Naj cerkev skrbi za duše, ne za banke. Torej, cerkev ne sme vstopati v te posle, tako velike, ki so preveliki za njo. Sploh, ko se tiče banke in denarja. Zdaj, namen je lahko bil zelo dober na začetku, ampak potem, kot se je izkazalo, se ni dobro končalo. Cerkev je poklicana, cerkev potrebuje denar, je jasno. Potrebuje zakaj? Tudi za pastoralo, ne? Ti moraš financirati pastoralo, ti moraš ponuditi, ti potrebuješ določene zgradbe, v katerih izvajaš to pastoralo in to apostolsko delo in evangeliziraš. Ampak kar je preveč, je preveč. Dajmo skrbeti za duše. To je glavno poslanstvo v cerkvi. Kaj smo se mi naučili? Ja, smo se naučili, da moramo paziti, da ne gremo nazaj in ponoviti isto napako. To se mi zdi, da upam, da se je cerkev smo vsi, ne. Jaz, ko rečemo besedo cerkev, mi hitro mislimo samo na škofa. Je jasno, da tam so bili, nekdo je bil odgovoren za to, ne samo nekdo, marsikdo. Ampak cerkev smo vsi vemo, da to ni bilo prav od prvega do zadnjega. Konec. To je zame zelo jasno. To je ena šola za nas, en čas prečiščevanja in upam, da smo se naučili veliko stvari za naprej. In še vprašanje, ki zdaj gre izven slovenskega prostora, ne? Torej, pred 2 letoma, dobrima, ne, je papež postal sedanji papež Frančišek, ne, Bergoglio, kako je že pomenil? Jorge Bergoglio. To je v zgodovini cerkve prvi jezuit, ki postane papež, ne, če se ne motim. Sicer zelo blizu tega je bil kardinal Martini. Kaj je to pomenilo kaj to pomeni danes za družbo Jezusovo in za cerkev? Mislim, da je, tako kot lahko ga doživljamo, je vzel eno zelo radikalno pot, ne, z razliko od prej. In kako ga ti doživljaš, kako ga vi kot jezuiti doživljate, kakšno je lahko sporočilo, ki prihaja preko njega za današnjo družbo in za vernike. Ja. Za nas jezuite je bilo veliko presenečenje. Jaz sem bil vedno prepričan, da en jezuit ne mora biti papež. Tako so mi vedno govorili. Tudi v družbi so rekli, jezuit ne bo nikoli papež. Potem sem spoznal, da to ni res. En jezuit, ko naredi slovesne zaobljube, ne, jih naredi javno, jaz sem jih tudi javno naredil. Potem, ko se mi pomaknemo za zakristijo, je še en delček zaobljub, ki jih nišče drug ne sliši, samo mi.
In v tistih zaobljubah se mi odpovemo častnim imenovanjem. Ignacij je zahteval od jezuitov, vi ne smeste sprejeti nobeno častno imenovanje. On je mislil na škofa. Torej mi se temu odpovemo. Če pa Vatikan vidi nekoga, da bi lahko bil škof, enega jezuita, ga prosi, če bi lahko postal škof. Jezuit mora v trenutku odkloniti. V trenutku. Tudi general odkloni. Če pa insistirajo v Rimu, potem se pa zgodi, da lahko postane tudi jezuit škof. In ko enkrat postane škof, ni več pod pokorščino generalu, ampak direktno papežu. S tem pomeni, da lahko sledijo naslednji koraki. Postane kardinal in postane papež. To je bil edini jezuit v konklaveju. Jaz sem takrat štel, je bilo noter enih 10 redovnikov. Med temi, ne vem, nekaj salesijancev je bilo, pa še drugi redovi in edini jezuit. In jaz sem rekel, Jorge Bergoglio, kdo je pa ta, sploh nisem vedel, odkot je. Ne? In sem rekel, kaj dela ta jezuit noter v konklaviju? Ne? Ta pa gotovo ne bo imenovan. In potem je nas vse presenetil in so zbrali tega jezuita. Kaj za nas pomeni? General je rekel Rimu, za nas pomeni veliko. Prvo, ga moramo podpirati, ker je vendarle naš sobrat. In je še jezuit, ker jezuit ostane celo življenje. Je prejel celo formacijo jezuitsko. Če jaz ga gledam, kako on deluje, opaziš, da je jezuit. Kako govori, veš, da je jezuit. Drugo, on zelo želi spreminjati podobo cerkve v svetu. To je rekel general, decembra nam je rekel. Nas je bilo 15 provincialov iz vsega sveta v Rimu, sem menil tako posebno srečanje z generalom. In general je rekel, on se zelo trudi, da spreminja podobo cerkve v svetu. In to opažate. To se zelo opazi. Ne? Zakaj? Ker ga imajo radi tudi tisti, ki ne verjamejo. To je podoba cerkev. Cerkev, ki sprejema k sebi tudi tiste ljudi, ki ne verjamejo. Ampak je recimo prijateljska tudi do teh ljudi. Ampak je rekel, paste, dragi jezuiti, ko spreminja podobo cerkve v svetu, hoče spremeniti tudi podobo družbe Jezusove v svetu. Ne? Zato bodite zelo odgovorni v tem trenutku. Ker vsako stvar, kar se bo reklo papežu, lahko zadeva tudi jezuite, ker on je jezuit. Zato bodite pozorni tudi jezuiti, kako delate, kaj delate, dajte prositi za papeža, ga podpirati in slediti temu, kaj govori. Ne? Ker na ta način lahko nas tudi usmerja. Mi smo takrat, tistih 15 provincialov, ki smo bili, smo poslali eno vprašanje papežu. Smo mu napisali eno vprašanje. In preko generala, ne moramo mi ga poslati. Ne. General je pa z njim kar povezan. Smo dali generalu in general ga je poslal papežu. Po 2 dneh je prišel odgovor. Ker mi smo prosili papeža, kaj želite, da bi družba Jezusova naredila v svetu? Kaj želite? Kaj pričakujete od jezuitov? In general je rekel, jaz nikoli mu nisem postavil tega vprašanja. Se nisem upal, ne vem. In papež nikoli ni odgovoril. Mogoče, ker je jezuit in se ni upal odgovoriti. In vsakokrat, ko sta se srečala, se nista dotaknila tega vprašanja. Je pa v raznih govorih, ki jih je imel, papež je imenoval jezuite za prijatelje. To je zelo zanimivo, ne? Ta odnos. In potem je rekel tako, da molijo, to je zelo poudarjeno, da grejo na obrobja mest, da poskrbijo duhovno, materialno in intelektualno za revne ljudi. In da poskrbijo za begunce.
Ker jezuiti so s patrom generalom Arupejem začeli delo za begunce, služba za begunce, ki se je zelo razvila po celem svetu. Letos, mislim, zdaj v tem trenutku prinaša hrano 300.000 ljudem. In v tem trenutku so določeni ljudje, določeni jezuiti, oprostite, ki se bodisi v Afriki, kot v Siriji, se ne hecam, v tem trenutku pogajajo z Al-Kaido in z ISISom. V tem trenutku. Ker imajo begunska naselja tam. In se pogajajo z njimi. Skušajo najti eno rešitev, eno besedo miru, karkoli skušajo priti v stik s temi ljudmi. Delajo na zelo zanimivih področjih. Jaz tega nisem vedel, dokaj nisem srečal predsednika organizacije beguncev svetovne zdaj v Rimu. To je en jezuit iz Kanade in nam je to pripovedoval. Jaz sploh nisem vedel, kaj vse delajo v tem trenutku in kako se je ta služba za begunce razvila po celem svetu. Zato je papež zelo poudaril, kaj želimo od jezuitov. Je zelo poudaril tudi to službo. Dajte nadaljevati potrebno. Torej, kar ste jezuiti, mislim, vas označuje ta formacija, ne, v tem trenutku in tudi Sveti Ignacij pa je po drugi strani tudi zelo poudarjal misijonskost. Spravi, biti v družbi in oznanjati evangelij, Božjo besedo. Katero področje vidiš ti današnje družbe, ne vem, kot kulture, gospodarstva, sociale, izobraževanja, šolstva, politike? Katero področje je tisto, ki najbolj potrebuje recimo ene prisotnosti cerkve v svoji sredi? Šole, še vedno šole, vzgoja mladih v šoli, to je zame jasno, ker če ti vzgojiš mlade, boš lahko imel tudi dobre politike. To so jezuiti vedno delali. So imeli šole, tam so se šoljali, dobro, niso bili potem vedno, niso postali vedno najboljši politiki, kakšni so malo zašli, ampak so študirali pri jezuiti. Torej, če ti imaš šole, lahko vzgojiš mladino, da postanejo dobri politiki in da se angažirajo v družbi. Socialni apostolat, revni, begunci, tisti, ki nimajo pravic. Za te mora poskrbeti cerkev in redovi na tem svetu. In duhovno. Jaz mislim, da to, kar iščejo danes ljudje, mi imamo vse. Tukaj na Zahodu imamo, kar želimo. To, kar pa potem, kar mi hrepenimo, je po eni duhovni izobrazbi in eni duhovni rasti. In glede na to, da smo pravkar praznovali dan slovenske kulture, oziroma Prešernov dan, kako gledaš na kulturo, kako jezuiti gledajo na kulturo, recimo še posebno v Sloveniji, kako doživljate današnjo kulturno udejstvovanje? Dobro, na lanskem... Tudi sami v jezuitskih vrstah je kar nekaj takih težkih kulturnikov in umetnikov. Ja. Na lanskem Prešernovem dnevu smo imeli tudi našega slovenskega jezuita, ki deluje na Japonskem, Vladimirja Kosa, ki je prejel to nagrado in smo že ogromno pesmi publicirali kot naša založba Dravlje v Sloveniji. Še pred leti je Marko Rupnik prejel to nagrado, tako da, čeprav Marko Rupnik deluje predvsem ven iz naše province, ampak je slovenski jezuit. Pa imamo še nekaj drugih kulturnikov, jezuitov, kot je pater Kejžar, ki piše knjige, kot je Lojze Martina,
ki še se ukvarja s kulturo, in še nekaj ostalih jezuitov, ki se posvečajo temu področju v Sloveniji. Lahko, mogoče bi bilo dobro, da ga še malo potenciramo, da ga še malo razvijamo, sploh med mladimi jezuiti. Imamo enega kar dobrega jezuita, mladega, ki se zdaj še šola v tujini, pater Marjan Kokal. On je pa resen kulturnik. A ste kdaj slišali za škofjeloški pasijon? Ste ga videli? Kdo ga je postavil na noge? Pater Marjan Kokal. Ko ni bil še jezuit v Škofji Loki. On je zorganiziral ta velik dogodek, kjer je bilo vključeni koliko 100 ljudi. 700. In on je na začetku to vodil, ta projekt. Torej on bo dobil tudi poslanstvo, zdaj, ko se vrne iz študija v Slovenijo, bo dobil poslanstvo, da bo delal na področju kulture. To ga lahko povabite tudi v Gorico, je zanimivo. Zanimiv pater je, res zanimiv. Tako, če sedaj predno predamo še možnost publiki, da postavi še kakšno vprašanje. Tako, tvoj odnos, sicer si nekaj že povedal na začetku, do zamejstva, tako, mislim, da tudi tako v naši sredi je to vprašanje, glede problema pomanjkanja duhovnikov. Danes imamo še to žalostno vest, da je umrl monsignor Jakomin v Trstu. In tako da, v zamejstvu je vlada tako velika zaskrbljenost, bodisi med duhovniki, kot tudi med nami laiki, kakšna bo naša verska prihodnost. Zdaj iz Gorice takrat je bilo 4 jezuitov. Vlada seveda tudi kakšno pričakovanje, če bi kakšen prišel sem, ampak si zelo dobro pojasnil, da kakšno je poslanstvo jezuitov. Kako ti vidiš to stanje, kakšen odnos imaš do tega pomanjkanja duhovnikov, ki navsezadnje ni samo naš problem, specifični en problem, ki tare celotno Evropo, kot sem razumel. Recimo, meni tudi kako imate pri vas podmladek med navednicami oziroma nove jezuite. Ja, je eno vprašanje, zelo občuteno, je jasno, 4 mladi smo šli, smo zapustili ta kraj, to naš dom, zamejski dom, in smo šli v slovensko provinco in tam smo potem se formirali in se nismo več vrnili v ta kraj. To je res, to je res. Zdaj, kaj ne rečem, težko je, pomanjkanje poklicev je kar resen problem v celotni Evropi. Zaradi tega pomanjkanja poklicev ali upadanja števila poklicev smo vsi v procesu prestrukturiranja provinc v Evropi. Ena od mojih glavnih nalog v teh naslednjih letih bo, s katero provinco se bo slovenska provinca bolj zbližala. Recimo, Španija je imela 5 provinc, zdaj je 1. Tako je tudi Brazilija. Tako se zdaj združujejo, recimo, italijanska provinca bo sprejela pod svoje okrilje malteško provinco leta 2017. In Belgija, recimo Južna Belgija, se zdaj združuje s Francijo. Ni več toliko poklicev. Poljska, severna in južna se bosta združili. In zdaj ta potek, ta proces bo zadev tudi našo provinco. In tudi mi bomo zdaj razmišljali, kateri provinci naj bi se bolj približali in začeli sodelovati z njo. Zakaj? Ker upada število provincov. To se tiče tudi
drugih redov. Uršulinke, slovenske, bodo prevzeli pod sabo, ker jih je več, številčno so močnejše, bodo prevzeli pod sabo avstrijsko uršulinsko provinco. Ja, to je zdaj prihodnost, ki čaka vse nas. Zdaj, kaj pomeni? Če bi jezuiti prišli sem, bi mogla priti ena skupnost sem. Jezuit sam ne more priti, ker ena značilnost, močna značilnost naše karizme je, da živimo skupaj. Živimo v eni skupnosti, ne živimo sami. Ne? In zdaj, če pride, mora priti 3 jezuiti, recimo, ne? Najmanj, da se tvori ena skupnost, drugače ne morejo priti. Jezuiti so bili v Gorici, je bila italijanska provinca, ki je bila skupnost in Slovenci so pošiljali enega, tako da je bila namešana skupnost v Gostelji Matutini in dokler je bila, zdaj je ni več, zdaj se postavlja resno vprašanje, ne? Zdaj je vse težje je urediti zadevo, ker ni nobene skupnosti. To ne pomeni, da v prihodnosti se lahko kaj drugega pojavi na horizontu, ne na obzorju, to ne pomeni. Sveti Duh deluje na vse načine. Ne? Pavel je sanjal, mu je rekel Sveti Duh, podi v Makedonijo, pa je šel in je tam začel delati. Torej, iz naše strani je dobro to, da smo odprti Svetemu Duhu. Jaz zelo verjamem v to. Ne smem jaz delati vse kot provincial. Ne, jaz želim to, Ivan želi to, želi ono. Ne, jaz moram se malo zbrati v molitvi in razumeti, kaj bi bilo dobro, kam nas kliče Sveti Duh. Ne? Če bom jaz poslušal temu Svetemu Duhu, se lahko marsikaj zgodi. To ne pomeni, da ne bo nobenega sodelovanja več v Gorici. Zdaj, tukaj je problem v Gorici seveda duhovnikov, kot tudi pri nas gor, ampak se čuti, je resen problem v Gorici. Jaz, ko prihajam sem v Gorico, ne, vidim in čutim, da je to problem našega zaveskega prostora. Bodi si v Gorici kot v Trstu. Saj bomo videli, kaj se je zgodilo s smrtjo tega mladega duhovnika, ki je bila pred meseci. In en mlad duhovnik veliko pomeni. Zakaj? Ker je mlajši duhovnik. Jaz nisem več mlad, ampak sem mlajši duhovnik. En mlajši duhovnik drugače dela, drugače lahko privlači, tudi mladino, kot je starejši. To je jasno. Zdaj, in meni je težko, ko gledam tukaj to situacijo. Mi je težko, ker vidim. Imate pa duhovnike, ki se trudijo na vse načine. In meni je težko, da en duhovnik tukaj ima v nedeljah recimo 5 maš. To je nezaslišno. To utruja. To je... Jaz, ko sem imel kot župnik, sem imel vsako nedeljo 3 maše in vem, kaj pomeni 3 maše ime. In že je bilo težko, že te izčrpava. Kaj pomeni, če moraš... Jaz sem imel 3 maše v eni cerkvi. Kaj pa, če skačeš iz ene v drugo cerkev? Ne, Jan, gor, ono, tretje. To je naporno. To je naporno. In verjamem, da ni enostavno. Zdaj, zdaj se lahko, vprašanje je, če bi prišli sem v Gorico, ja, to je zdaj, je resno vprašanje, bi mogli se odločiti v provinci, recimo, da bi nastala ena skupnost, zdaj, vsa provinca bi mogla iti v eno razločevanje glede tega. Ne. Ni pa, ne vidim jaz, da bi jezuiti prišli sem, kot mi je že kakšen duhovnik tukaj povedal, zelo pametno je rekel, zelo pametno in logično. Je rekel, neumno bi bilo, da bi bili jezuiti prišli sem samo zato, da bi pokrivali maše. Če pridete sem, maše bojo pokrivali župniki. Če pridete sem, kakšno mašo boste pokrili, ampak še kaj drugega morate narediti. Ne samo maša, nedeljska. To je bilo premalo. Če pridete sem, ker imate eno vizijo in en načrt. Da ponudite temu kraju nekaj več kot samo mašo. In jaz se s tem strinjam.
To se mi zdi modra misel. Tako da za zdaj kot provincial imam kar nekaj skrbi in težav znotraj province in tudi mednarodno v tem procesu, ampak se zavedam situacije, ki je na tem kraju. Gotovo bom mislil tudi na zamejstvo. Najlepša hvala, sicer vprašanj in področji, o katerih bi lahko govorili, je še, ampak prav je tudi, da damo še prostor našim poslušalcem današnjim, tako da vas vabim, da postavite vprašanje. Gospod Pavlin ponavadi zmeraj razbiva led. Prej ste omenili škofjeloški pasel, zato se bom jaz malo obrnil nazaj zgodovino 1700. To je čas, ko so prišli v Gorico, je bilo še pod obveskim patriarhatom, cerkveno in versko je bilo precej klavano tukaj, tudi zato, ker patriarhat je v dveh državah, tisti je bil pod avstrijsko, mislim, to je bila situacija kritična za versko stanje takrat na Goriškem. Takrat so prišli najprej Kapucini v Gorico. 20 let kasneje so prišli jezuiti. Torej, Kapucini so bili zelo priljubljeni pri ljudeh. Prvič, ker so oni hodili predvsej po deželju. Drugič, skrbeli so za te revne ljudi. Ustanavljali so bolnice. Takrat je kuga, recimo, tudi veliko žrtev bile. In oni so gradili te bolnice, lazarete in to. So skrbeli za te bolnike in so bili zelo priljubljeni pri takratnem prebivalstvu, ki je bilo 90% preprosto, kmečko in tako naprej. Potem so jezuiti, ko so prišli jezuiti, so se posvetili predvsem izobrazbi šolstvu. In so uživali podporo med višjimi sloji, med plemstvom in tako naprej. In so bili malo bolj omejeni, ne omejeni, pardon, bolj v nekem zaprtem krogu sodelovanja. Niso bili tako priljubljeni, ko so bili recimo Kapucini. Danes smo slišali, da je malo drugače. Ampak takrat je bila ta očitna razlika, vsaj tako, kar poročajo. In danes, kdaj se je pravzaprav ta situacija malo spremenila, da tudi jezuiti ste malo širše, mislim, prej ste govorili, da je treba iti na obrobje mest, treba iti skrbeti za begunce, da je treba skrbeti za te, za une, seveda, vi imate vedno v prvi vrsti izobrazbo, šolstvo, to je vaša prva stopnja, drugo. Ampak pred 300 leti je bila ta edina, verjetno, šolstvo, izobrazba, to je bila edino poslanstvo, na svoje edino. In to ni pri ljudeh, pri navadnih kmetih in to, ki so bili vsi nepismeni, ni prav uživali, niso uživali prav posebnih simpatij. Res je. Jaz bom na kratko, ker če ne bo predolgo, tudi bom še jaz zaspal tle, ker poslušam sebe. To hočem reči, res je, jezuiti so se posvetili predvsem izobrazbi. Tudi ko so prišli v Slovenijo leta 1597 k svetemu Jakobu in tam ustanovili kolegi, oni so se posvetili izobrazbi in višjim slojem. To je bila matematika, so bili močni matematiki, to so bili inženirji, to so bili fiziki, imena kot so Gruber in ostali. In ker so se posvetili izobrazbi, so imeli stike tudi stike z raznimi profesorami v Evropi in z drugimi ustanovami, univerzami in kolegijami po Evropi. Zdaj, ko sem pa bral za slovenske jezuite, to pa zelo zanimiv podatek, ko so pa slovenski jezuiti prihajali v to
zdaj ne toliko za Gorico, ampak kot za Slovenijo, govori. Ko so prišli podatki, kažejo, da so začeli tam leta 1843, so prišli kot profesori v Innsbruck, potem so ustanovili prvo skupnost v Repnjah v Sloveniji in potem so se preselili iz Repen, ker tam jih niso želeli imeti, so jih preselili k svetemu Florijanu v Ljubljano in iz svetega Florijana potem so prišli na Poljane, kjer so danes. Tam se niso več ukvarjali toliko z izobrazbo. So se pa začeli ukvarjati z misijoni, duhovne vaje, duhovno vodstvo in z dušno-pastirskim delom, to pomeni župnijami. In so se na ta način približali ljudem. Tako da, že v Ljubljani so začeli jezuiti z misijoni. So imeli, pravi kronika leta 1913, pravi, da je bilo 37 duhovnih vaj v enem letu danih in 22 misijonov. Po Ljubljani, Trst, Gorica, Sarajevo, Travnik. In to so bili v glavnem slovenski jezuiti. Ni bilo več toliko šolstva. Tako da jaz mislim, da skozi zgodovino eni poudarki v določenih krajih so bili taki, v drugih drugačni. Eni so bolj razvili šolstvo, ene province bolj duhovno področje in tako. Ampak to je res, ja. Še to? Kaj si prav po Romenu, se sem že prej mislil vprašati, ne? Misijoni, ljudski misijoni. Ljudski misijoni so bili še tam pred drugo svetovno vojno, bodi so v Sloveniji, ki je bilo drugačno stanje, pa tudi pri nas, še zelo živi, zelo bogati, struktura je bila pravzaprav vedno ista, ne? Veliko pridiganja, veliko sakramentacije. Danes se misijon v tiste obliki ne more odnesti, tudi ne sme odnesti, ker je za tiste čase bilo, za današnje čase ne more biti. Ali se jezuiti v Sloveniji kaj ukvarjate s prenovo misijone? To pomeni, kako naj, ko pride misionar župnijo, kako naj nagovori župnijo v taki obliki, da lahko, in ne samo verujoči, tudi neverujoči, ker po mojem mnenju, kar pravi Pavče Frančišek, ne, kjer smo v družbi, kako lahko danes misijon nagovori? Ja. Jaz moram priznati, da se tudi jezuiti vedno manj ukvarjamo z misijoni, čeprav so nekateri patri, ki bi želeli to ukrepiti. Zdaj, se mi zdi pa, zadnji misijon, ki so ga imeli jezuiti, eden večjih je bil v Črenšovcih prek Murja, kjer je tudi David sodeloval. Na tistem misijonih je bilo njih 5-6 jezuitov, približno. Tako da je zanimivo, ponavadi sem imel enkrat enega misionarja ali 2 misionarja, zdaj bi jih je bilo kar 6. 6 jih je sodelovalo in vsak je pokrival eno področje. In področja so bila tudi zanimiva, ker so bila področja ne samo za mladino, kot to je klasika, pa za starejše, pa greš v dom ostarelih, pa za otroke. So bila tudi področja, recimo, za poklice, eno področje za ločene, eno področje za moško duhovnost samo. Torej, se mi zdi, da so takrat jezuiti ponudili v tistem kraju, v tisti župniji, en misijon, ki je bil nekoliko drugačen in ki bi ga lahko še razvijali naprej. Zdaj je treba, zdaj je vprašanje, če so navdušeni, če bojo še nadaljevali po tej poti. Ampak tisti je bil zelo zanimiv primer enega misijona, bolj na modern način narejenega za ljudi. Dobro, če ni drugih vprašanj, potem zaključimo in če dovoliš en majhen vic. Ja, dovolim. Se pravi, da papež v Rimu ne ve 3 stvari, ne? Prva je, da ne ve, koliko denarja imajo salesijanci in koliko je ženskih redov v Rimu, ne? Tretja stvar je, da ne ve, kaj mislijo jezuiti. Ma zdaj papež je jezuit, tretja odpade.
tako lik. Vsekakor, dragi Ivan, najlepša hvala. Mislim, da je bil večer zelo prijeten, zelo lep. Upamo, da ga bomo magari v prihodnosti enkrat še ponovili in se dotaknili še drugih stvari. Ti želimo, da v tvojem tem poslanstvu kot provincial slovenske province obilo Božjega blagoslova in pomoči in pokornosti. In seveda, ko odhajaš nazaj v prestolnico Ljubljano, nesi s sabo tudi še zmeraj tvojo goriško zavest in čuvaj jo lepo. In potem, če se kdaj oglasimo, mislim, da ti bo prijetno. In še enkrat hvala in tudi vsem, ki ste danes prišli, še enkrat najlepša hvala za ta večer in besedo. Jaz bi še nekaj povedal, sicer prej Juči omenil, da so umrl Musmerko Jakomin v Trstu, vendar tudi mi na Horiškem imamo duhovniško smrt. Umrl gospod Marjan Kožlin, župnik Vipolža, je bil večkrat tudi v naši dvorani, več v našem domu. Njihov pohreb bo pa v soboto ob 3 v Biljani. Dobro, na srečnemu gostu in seveda tudi Jučiju se iskreno zahvaljujem v imenu organizatorjev. Vabim vas že v prihodnji četrtek in sicer bomo imeli v gosteh Lojzko Bratuš, ponovno domačinko, in sicer ta večer v sodelovanju s